A veš, ta desen, ne? Je čist fake, ta lev pa ni, vidiš, ko prijeta dve. Au! Zato, ker RS-ka s tem pogonskim sklopom v kombi izvedbi stane dobrih 38. Okay. Zdaj sedim v Škodi Octavii RS in zgleda sploh zdaj v tej svetlobi tako džazno, le ti bom pokazal. Sam da se malo odmaknem. No evo, če je kdaj kakšen avto lahko rekel, da je ena barva popolna barva zanj, ja pisma pa mora biti to rdeča za Octavio RS. Come on. Premalo je rdečih avtomobilov. Zdaj pa cajt, da skočimo v Ljubljano, samo na hitro, zato imam en opravek, pol povem pa več o avtu. Kje smo zdaj z muziko? A ja, ker se ravno vklapljam na avtocesto. A si ti slučajno eden tistih voznikov, ki se mu zdi genialno, da to naredi tako pri 50 pa 60 na uro? Če mene kaj razpi, je to, da ljudje ne znajo na avtocesto prijeti z normalno hitrostjo, s tako primerno vsem tistim, katerim se boš pridružil na voznem pa prehitevalnem pasu. A veš, kaj hočem reči? Evo, še malo pa sem tukaj. Samo salon od Hermana grem nekaj iskat. Oni so tukaj na letališki, a veš? Min grede, si izkoristil že popust, ki ga atmosferci ponujamo v povezavi s Kerherjem. Če ga nisi, pa si malo smotan, če si slučajno letos kaj od Kerherja kup, a to veš. Ben simpel ne more biti, letiš v salon pa rečeš, dober dan, jaz poznam pa atmosferce, a res da dobim 20% popusta. In če izdelek ni že znižan, to pomeni, da ga čisto zares tudi dobiš. No to. A ste vi že zaprti? Pa čak se koliko je pa že ura? Ja, v ponedeljku ob 4 zaprejo, stari. Vidiš? Ponedeljku ob 7 do 16. Evo jih, vidiš? En prospekt sem hotel vzeti, zato ker, veš, kad človeku pokažeš, da je kakšno stvar je fajn, da nekaj v rok drži, pa mi je bila Ljubljana bližje kot Petrovča. Ok, dajmo se nekam postaviti, pa umiriti. Kaj pa z muziko? Fantje ne seba, šrando dvigova. Julija už pa da, pojdi, koliko se poručiš? Adej, delama povej. Ok, a smo pripravljeni? Zdaj, za začetek pa brez zamere, jaz v kufru pa vseh praktičnih lastnostih, ki so povezane s Škodo Octavio, sploh s karavanom, ne mislim kaj dosti govoriti. Tudi zato, ker sem Octavio karavan že imel na testu. Če te Ferbec matra vlog številka 837, ok, zdaj pojmo pa na RS-a. Dajmo pogledati, v čem se RS od običajne Octavije sploh razlikuje. Za začetek feltne, pa recimo črni špegli, zatemnjene šipe, pa črne letvice okrog oken, pa seveda tudi odbijač, črna maska, značke, tale športni črn front lip, vidiš? Če se ne motim, so tudi žarometi po defaultu boljši oziroma svetijo z matrično LED tehnologijo, ne samo z običajno LED. Priključnega hibrida boš spoznal tudi po tele lopoti tukaj, ne, ko tukaj noter uleti štrom. Ok, pa gremo pa na zadek. Zadnji pa tudi valjda bolj nabit odbijač, kao dva rora, čeprav v resnici nista. A veš, ta desen, ne? Je čist fake, ta lev pa ni, vidiš, ko prijeta dve, ti je vroče, prijeta dve izpušnici direkt sem noter. Vidiš, ta desen zgleda takole znotri, nič plastika, ta lev pa, evo, sta pa dva ta prava rora. Fajn. Pa tudi sicer boš RS-a, pa ne samo tega, ki je priključen hibrid, tudi vse ostale prepoznal po črnih črkah Škoda, oziroma po črnih črkah sploh. Zdaj pa v kabino. Zlagal sem se, ne šel v kabino, mogoče ne bi bilo švoh, da veš, da Škoda Octavia RS, da so pravzaprav tri variante, ne. A imaš 2.0 bencinar, 245 konjev, a imaš 2.0 TDI, 200 konjev. Ta je pa tista ta tretja, ne, zato ker ta je pa priključen hibrid. Če imaš ti baterijo polno in imaš vse na voljo, ki pride do pogonskega sklopa v smislu zmogljivosti, pa tudi lahko računaš z 245 konji. Pogon je spreden, motor pa ni 2.0 TSI, ampak je bistveno manjši. A veš, motor je razmeroma majhen, 1.4 bencinarček, turbo valjda, 150 konjev skup sprav. V sodelovanju z elektromotorjem pa seveda pa tistih 245. Zdaj pa, če že govorimo o motorju po zmogljivosti, klej sem šel po vse podatke, da se malo pogovorimo tudi o ceni. Zato, ker RS-ka s tem pogonskim sklopom v kombi izvedbi stane dobrih 38 jurjev. Če sem si pa prav zapomnil, pa tale za mojim hrbtom, torej z vso dodatno opremo, švoh 10 jurjev več, mislim, da 46, pa še nekaj. Pa še ena reč je precej pomembna, seveda se Octavia RS od običajne ne razlikuje samo zaradi feltn, odbijačev, značk, napisov in tako naprej. Avto je tudi mečken nižji, bolj čvrsto nastavljanje. To je dosti pomembno, zato ker ne moreš imeti RS-a, pa da se ne pele boljš tako kot navadna. A ni res? Drugač pa ta varianta od 0 do 100 v 7,3 sekunde, bencinar pa dizel sta, dajmo reči, give or take, pol sekunde hitrejša, končna hitrost 225, tudi tam sta tista dva hitrejša, zato ker zmoreta 250 na uro. Kapaciteta baterije je 13 kW,
kWh in v teoriji Škoda obljublja tam 60 km električnega dosega, jaz te številke nisem videl, 40 to pa. Je pa seveda tudi malo odvisen, kot vedno pravim, tudi od letnega časa in tako naprej. Pa tudi od vozniškega stila. V kokpitu moramo spregovoriti o dveh absolutnih prednostih. Ena velja tudi za navadne Octavije, in sicer prilagodljivost voznega položaja glede na, ne vem, mere pa gabarite človeka je izredna. Skupaj z njo tudi sama ergonomija. Je pa res, da pač neke pomanjkljivosti bodo začutili tisti, ki ste največji pristaši klasike, in sicer zelo veliko stvari se mora urejati prek vmesnika, je pa Škoda semle, tako kot pri drugih izvedenkah, dala eno vrsto stikal bližnje, ki pa priješ do asistenčnih sistemov, do voznih programov, do klime in tako naprej. Ok, drugače pa sam videz te kabine. Za začetek je tako, da volan ni samo dvokrak, kot pri navadni Octaviji, ampak imaš tudi tretji krak, zato ker nekam sem moral dati značko RS. Pa tudi sicer je seveda fajn, da lahko prilagajaš videz digitalne instrumentne plošče, lahko imaš klasične merilnike, lahko imaš tak minimalističen videz, kjer so v ospredju asistenčni sistemi, pa pol navigacija, pa kaj še, ta je tak minimalističen, pa tale najbolj športen. V tem trenutku imam izbran športen program. Fake zvok, ki se ga sliši samo v kabino zunaj, pa mogoče še boljš ne. Je pa res, da me nekaj zmot. To, da če ti že dajo fake zvok, ki ga poslušaš, ki pospešuješ, pa prestavljaš, je pismo. A veš, zakaj ga pa niso dali? Ker delaš downshifte. Ker pa jaz na dol prestavljam, je pa čista tišina, pa ni To je tudi del igre. Sicer pa za ambient je dobro poskrbljen, sedeži imajo integrirane vzglavnike, dobro izgledajo, dobro držijo, fajn občutek je, gre za kombinacijo, se mi zdi, tole umeten usnje z enim drugim materialom. To je Alcantara, kaj govorim neumnost. Zdaj sem zapeljal v senco, da boš lep videl, to se pravi, tukaj je neka plastika, ki imitira carbon fiber, pa tukaj je tale Alcantara. Moram reči, da ta kombo v praksi deluje res the best. Večkrat sem sam sebe zalotil, enkrat sem sedel tudi na tem sedežu, da sem tole šlatel, pa sem si mislil, to ste pa res dobro naredili. No, kljub temu, da se vozimo v RS-u, vsi materiali v kabini niso odlični, ampak mene kaj dosti ne zmot. Pač razumem, malo je trde plastike, recimo tukaj na ročaju, pa tudi plastika, ki sestavlja tole stikaro, s katerim se ti odločiš, boš dal rikverc, neutral ali pa drive, je ne vem, no. Tudi v drugi vrsti, ki pride do udobja in prostora, nima pripomb. Avi se je še posebej tole dobro zdel, se veš, zavesce, pa so otroci malo igrajo, ampak dejansko so to zelo uporabna stvar. Predvsem pa, daj poglej headrest oziroma naslon za glavo pri tem sedežu. Vse za mojo glavo je praktično enako. A si pripravljen? Pazi zdaj. Da glavca malo počije. Zelo fajn tudi, ne vem, če recimo otroka, ki je že malo večji, voziš v jahaču. Seveda je pa to tudi varnostni element. Koliko simpel, pa fajn. Se veš, da ene stvari pa Škoda zna. Simply clever pač, ne? Sej tega je veliko. Ne bom našteval, ker to je le. A zdaj smo že čez 20 ustrelili, ne vem, 100 let nazaj. Ajde, mogoče ti pokažem še eno, ki jo do zdaj nisem poznal, in sicer vse ta predal poznamo, ne? Klasičen predal na hrbtišču sedeža. Pa imaš pa tukaj, a vidiš telefonček, še en tak manjši, kamor lahko spraviš svojega unga, digitalnega prijatelja, ki ga imaš ponovadi v roki. Zdaj, ki je to Octavia, boste vsi popiče nam kufra pokazali, tako da lahko tudi to naredimo. Samo malo da ruzak umaknem, veš, na desni strani imam kable. To so pa te Stomp Rockets, no. V glavnem na Instagramu sem naredil reklamo. Gre za rakete na otroški pogon. To, da bom dal zdaj to v vlog, fantje, vam nisem zaračunal. Dajte se spomniti, ker bom hotel še kakšne rakete imeti, ker mi bojo te po strehah ležale. V glavnem gre za zelo simpel koncept. Jaz sem točno tole recimo dobil za unboxing že kakšen let nazaj. Vidiš, to je raketa, ki je takole gor nastavljena, otrok skoči in to pa odleti v luft. Tole že poznam, ker imamo doma, zato pravim, da je to ful dobra scena. No, pa zdaj vidim, to pa še nismo sploh odprli. Imaš pa dve, pa pol dirkata v luft, se mi zdi tole, sploh ne vem, kaj se dogaja, ker že aviončki, ne samo rakete. Tukaj me pa predvsem škoda presenetilo, kje zdaj to piše Extreme Rocket. Aha, lej, do 100 metrov v luft. Tlažnik je zelo lepo obdelan, v litrih ne bom, kje smo na 620, 630, 640, ne vem na pamet, priznam. Ampak hočem reči, da je celotna izkušnja, ki pride do kabine, do kokpita, do prtljažnika, vse skupaj je zelo dobro narejen. Imaš kupenih hakelčkov, seveda lahko zlagaš zice tako in drugače. Dva predala na obeh skrajnih koncih, materiali so dobri, tukaj spodaj imaš še eno zelo veliko odprtino, kamor sicer lahko kable pospraviš. Tole bo treba stran dati, pa kabel lahko pospravim semle noter. Evo, in to je to. A smo mi te glavne stvari pokrili? Se mi zdi, si videl, kako se hitro ustavil?
Bravo. V glavnem smo se te glavne stvari zmenili. Stari RS je na testu, jaz pa ne povem, kako se pele. Daj, na cesti je pa tako. Avto je razmeroma športen, kar pomeni, da ti v osnovi nudi še kar veliko prijema. Ni pa to tako športno, kot recimo Golf GTI. Golf GTI je nastavljen mnogo bolj športno, veliko rajš zagrab ovin, lepše sledi idealni liniji. Moraš razumeti, da ta avto je eden boljših kompromisov, ki pride do uporabnosti prostora, družinske namembnosti pa športnosti. Ne? Športnosti se približa z odličnimi sedeži, ampak podvozje je pa ne glede na to, v kateri program ti nastaviš in je seveda prilagodljivo, je pa vseeno, bom rekel, bolj na udobni strani. Recimo, če zbereš 2.0 bencinar, tam recimo imaš pa upravka tudi z špero na sprednjih kolesih, ki tukaj recimo je ni, a ne? Ko z muziko stojimo. Manj tak hiter foter vibe, a? Si zelo želim pelati tudi dizla pa 2.0 bencinarja. Ok.